Zdravo, moje ime je Gorazd in jaz bom zdaj za projekt 9 pokazal, kako se odpre nova mapa na Windowsih. Mi imamo angleške Windowse, pritisnemo na desni gumb miške, pritisnemo New, izberemo New, to je novo, folder mapa in pritisnemo in imamo novo mapo skreirano. To je bil recimo en prispevek za projekt 9. Gorazd, tebi se zdi to primerno pač za objavo na projektu 9? Ja, ne vem, no, kaj pa bi ti? Imaš kaj druga še v planu pokazati? Ja, kaj pa če bi mogoče probala odkleniti Androidov telefon G1 recimo? Začni, prosim. Pa probajva, torej vse, kar potrebujemo, je en telefonček. Je že kdo delal to v Sloveniji? Koliko je meni znano, še ne. Ok, to se pravi, boš ti prvi. Ja, se pravi, prvo, kar rabimo, je telefon, drugo, kar rabimo, je mobitelovo kartico, mobitel piše gor, mobitel, telefon in pa kodo za odklepanje telefona. Se pravi, prvo, kar je, bomo probali odpreti telefon. Nega zdaj zlomiti. Baterijo umaknemo. In sedaj bomo dali mobitel kartico v naš telefon. Damo baterijo in ga vklopimo. Jaz zdaj, ko čakamo, ne vem, kaj lahko povemo, Gre za T-Mobile G1 oziroma proizvajalca HTC. Na njem je operacijski Android OS, katerega je, bom rekel, naredil. Da vidimo zdaj. Evo, SIM card is locked. Ok, in kaj zdaj? Zdaj vpišeš številko za odklep telefona ali kak? Ne vem, enter pin code. Čakamo. Problem v tem, da ne vemo, kaj delamo. Res minuto unlock, ok. Mislim, da... Mislim, da to ne vrja. To ni ta pin koda, je to ta pin koda? Se ne rabiš pina vpisati. No, Gorazd, lahko nadaljuješ. Ja, prišli smo torej do SIM network unlock pina. Zdaj bomo pa imeli, ker imamo samo en poskus, vtipkali pravo številko. Gorazd, kaj si kaj živčen? Ne vem, če se mi roka trese, kaj to pomeni? In kaj piše? Network unlock successful. Da vidimo. Welcome to T-Mobile touch the Android to begin. Privacy policy. Privacy policy. Boš ga zdaj vsega prebral, ne? Seveda, kaj ti ga preberem na pamet? Aha, prvi meni je za ustvarjanje akaunta. Sign in. Izvoli. To zdaj ne rabimo gledati, ne? Kak je pa občutek drugače za, ko ga imaš v roki telefon, mislim? Moram reči, da tipkovnica je strašno dobra, telefonček je ravno tako, da ti seže v obe dlani, tako da jaz mislim, da je to prava stvar, ne? Za detajle pa kasneje. Da vidimo škatlo.
Škatlica je polna papirja od te mobila. Zraven so bile še nalepke za lepšanje telefončka. User manual na CD-ju. Jaz sem med tem časom že tipkal geslo, ne? In poskušam se prijaviti v moj Google account. Ja, s tem, da boš zdaj imel še verjetno problem. Z omrežjem, ne? Točno. Sicer tu piše, your phone is communicating with Google servers and setting up your account. This may take up to 5 minutes. Se pravi, fajn je, če počakam 5 minut, ne? No, med tem časom lahko pogledamo, kaj vse je tu noter. Torej, poleg so še slušalke. Priklopimo jih na nekaj podobnega USB konektorju. Potem je še tu taka žepna torbica G1. USB konektor za računalnik in pa seveda polnilec za 220. V tem času lahko tu pogledamo, kaj se dogaja. Aha. There's communicating with the Google servers. Problem. Ja, problem. Houston, we have a problem. Torej, zdaj probamo nazaj. Kaj lahko zdaj naredimo? Menu, APN settings. Na voljo so vsi te mobili po svetu. Te mobile imamo vse po svetu, ja. Aha, torej tu pridejo nastavitve, ki vidite zraven vašega... Rečemo menu APN in sedaj moramo nastaviti naš APN. Zdaj pa treba ugotoviti vse te stvari, ne. Ok. Najboljše, da se pokliče na SIM-mobil, mobitel oziroma ime, imate. Pa se vrnemo po klicu in gnija važi. Ok. Torej smo na omrežju mobitel, tu piše mobitel, ne. Imam 38 mailov, ne, lepo. Zdaj zaenkrat ne bom se s tem sekiral, ne. Dajmo zdaj probati poklicati, ne. Se pravi, dialer. In zdaj bom jaz to probal, da bomo videli, da kličem slovensko številko, bom torej klical +386. To je klicna številka za Slovenijo, 41. Dalje pa zdaj ne bom razlagal. Ok, pa ne? 8, 4, 4, ja. In damo številko, probamo poklicati. Dialing piše. Komu le zvoni? Ja. No, dajmo vreči dol. Torej, line is busy. Fantastično. Google Phone potem takem dela tudi na slovenskem omrežju. Preverjeno v mobitelu, za SIM-mobil bomo pa že kasneje sprobali. Super. Hvala za tole predstavitev.